Ok, torej probamo zdaj zakuriti ogenj z kar se da suhim netivom, to je v tem primeru trava. Majčkeno je še vlažna, odstranil sem te najbolj vlažne bilke, zdaj poglejmo, kako bo šlo tole s kresilom. Uporabljam dva kresila, ponavadi. Eno je Fire Steel od Light My Fire, eno je pa od Karimorja. Bomo zdaj pogledali, v čem je razlika. Najbolj važen pri žiganju ognja s kresilom je, da je začetni material netivo res popolnoma suho. V nasprotnem primeru se mora določena toplota oziroma energija uporabiti za to, da odhlapi vso vodo. Kar pomeni, da jo je manj na voljo za vžiganje suhega oziroma okoliškega netiva, ki ga še ni zajel ogenj. Pravi, prvi plamenček je že zaštartal, zdaj bomo probali pa z tega dobiti en malo bolj konkreten ogenj. Zdaj bomo poskušali narediti s Karimorjem, ki dela majčkeno bolj večjo iskro. Danes smo 23.12., pa je začetek zime. Snega sicer ni, ker ga je pobrala od juga. Vseeno, kakor vidite, zelo veliko vlage. Na najlažji način to preverite, da dvigne plast odpadlega listja. Če je od spodaj popolnoma vlažno, kot tukajle, potem veste, da je kompleten material namočen in da morate res iskati samo tisto, kar je na površini, čim bolj odstranjeno od tal. V tem primeru recimo tole steblo slame, spodnji del je moker, ker se je vlaga vpila in potuje navzgor po delu, ta zgornji je pa dokaj suh, ker ga je posušilo sonce. Ne povem, da od včeraj sonca ni bilo, da je sonce zdajle zunaj šele 3 ure. V 3 urah je bilo dovolj, da se je tole posušilo, vse zračne vlage, vse jutranje rose in vse vlage, ki jo vleče iz zemlje. Zdaj pa poskusimo še s Karimorjem. Tukaj so iskre majčkeno bolj kvalitetne. Netivo hitro ugasne, malo je zaradi vetra, malo pa zaradi tega, ker še ni popolnoma vlažno, oziroma ni popolnoma suho, ampak je še rahlo vlažno. Zato moramo res dobro poskrbeti, da se zelo dobro potrudimo, da zavarujemo naše netivo oziroma okoliš od prevelikega vetra, predvsem od sunkov,
od vse ostale vlage, ki je možna, se pravi zadevo majčkeno dvignemo nad tlemi s kakšnimi palcami, kar jaz v tem primeru nisem naredil, in da ga potem zaščitimo roko, dokler se ne razširi na kompletno netivo. S tem ognom si lahko posušimo in zakurimo čudovit ogenj, ki nas bo grel, posušil in nam dal seveda občutek varnosti.